Kje je Slovenija danes na področju zdravljenja raka? Kakšni so obeti na tem področju in kje smo morda v zadnjem času naredili največje, najbolj opazne razvojne premike? Ja, glejte, gotovo je naš model sekundarne prevencije, model tako imenovanih presejalnih testov izredno učinkovit in pravzaprav hodijo k nam strokovnjaki iz Evrope gledati, kako smo nekatere stvari uresničili. Tako smo mi pojavnost raka na vratu maternice znižali za več kot 50%, razpolovili smo to pojavnost in še več. Sedaj uvajamo eni prvih cepljenja proti HPV-ju, ki pravzaprav sploh prepreči nastanek, eradikacija, zdravljenje tega virusa prepreči sploh nastanek tega raka. Po drugi strani smo s presejalnim programom DORA pokrili celotno Slovenijo in danes ste slišala, da je rak, ki je odkrit v tem programu, ima 4-krat boljšo prognozo kot pa tisti, ki je slučajno odkrit. To je velik dosežek. Podobno je pri raku debelega črevesa, kjer smo z programom SVIT zmanjšali pojavnost tega raka, ker z kolonoskopijo odstranjujejo te predrakave spremembe. No, tukaj mislim, da smo res izjemno uspešni. Potem pa lahko rečem, da na vseh področjih zdravljenja raka, pri kirurgiji je pravzaprav postala rutina že endoskopska operacija, to je manj invazivna operacija, ki pravzaprav ne zavira imunskega sistema in je tudi, bi rekel, rehabilitacija dosti krajša in je lahko tudi dosti bolj natančna, ker dela kirurg na ekranu, gleda, kaj dela in lahko poveča sliko, tako da je lahko še bolj natančen. In v diagnostiki smo dosegli, da je diagnostika s CT-jem in magnetno resonanco postala pri nas dosegljiva. Kar se tiče radioterapije, smo uvedli vse moderne tehnike in ni slučaj, da je eden največjih strokovnjakov za radiofiziko rekel, da naša radioterapija dobi v Ameriki takoj licenco za delati, ker pač imamo vse najmodernejše tehnike, ki so tudi najbolj natančne, najbolj učinkovite in najbolj nekako štedijo zdravo tkivo, da tako rečem. In nenazadnje lahko pohvalim naš sistem, da omogoča zdravljenje raka z zdravili, ki niso povsod vedno dostopna, pri nas pa so in nekatera zdravila uvajamo tudi preko kliničnih študij, to so zlasti zdaj na pohodu imunoterapija. Neka še dodana vrednost Onkološkega inštituta pa je to, da vsakega bolnika želimo obravnavati celostno, da omogočimo prehransko svetovanje, onkološkemu bolniku tudi gensko svetovanje oziroma naredimo tiste genske teste, od katerih je odvisno, kako bomo zdravili bolnika oziroma da ga bomo bolj učinkovito. Skušamo nuditi paliativno podporo, imamo paliativni tim, ki veliko dela konziliarno in nenazadnje tudi omogočamo vedno večjo psihološko podporo. Tako da bi rekel, ta celostni pristop je pravzaprav stalnica v razvoju onkologije in Onkološkega inštituta in z temi modernimi načini zdravljenja pa postaja vedno bolj pomemben. In na katerih področjih onkologije oziroma pri katerih rakih pa so trenutno pred vami, pred stroko, še veliki izzivi? Kje je treba narediti najpomembnejši korak naprej, kje morda Slovenija zaostaja za razvitimi državami in zakaj?
težko bi rekel, da zaostaja, zato ker pravzaprav je onkologija medicinska stroka, ki jo kot tako, ki jo kot izjemno pomembno prepoznala tudi naša družba. Tako da mi smo ena redkih ustanov, kjer nimamo plačanih samo programov, ampak smo plačani po storitvah. Mi ne moremo reči, tok in tok naredimo, ampak to nam ne plačajo. Tako da tu je izjemen posluh bil naše družbe, da so nam to omogočili. Imamo potem poseben, bi rekel, listo dragih zdravil, ki jih zavarovalnica posebej plačuje. In seveda pa to ne pomeni, da ni izzivov pred nami. Ampak ti izzivi so zelo podobni izzivom v drugih zahodnih državah. Tako da mi se srečujemo s prostorsko stisko, se srečujemo s kadrovsko stisko in zato to tudi na ta način rešujemo, da spostavljamo nov radioterapevtski center v Mariboru, kjer bi ljudem bilo enaka dostopnost zdravljenja. Kajti naš moto je, da moramo vsakemu v Sloveniji nuditi enako kvalitetno zdravljenje. To je javno zdravstvo, ne samo tisti, ki ima denar ali pa druge možnosti, ampak dejansko vsak, ki je bolan, da se mu da tisto, kar mu najboljše damo. Kot rečeno, pa je stroka kot taka pred izzivom. Danes je izziv v imunoterapiji, katerim bolnikom dati imunoterapijo, da bo to čim bolj učinkovito. Potem, ali bomo z imunoterapijo zdravili že lokalno napredovale bolezni, ne samo metastatske, ali pa celo dodatno zdravljenje po kemoterapiji, po operaciji. Tako da to so veliki strokovni izzivi. Potem, kako imunoterapijo kombinirati z radioterapijo, ker mi vemo, da radioterapija in kemoterapija razgali tele rakaste celice in potem imunoterapija, naš imunski sistem, ki je in imunoterapija sta bolj učinkovita. Potem, kakšno razmerje obojega zdravljenja ima, to vse poteka preko kliničnih študij. In seveda pa, kot rečeno, moramo gledati, da bomo čim več bolnikom in čim prej nudili to zdravljenje. In vsako novo zdravljenje, ki pride v Slovenijo, ga najprej pravzaprav odobri Evropsko združenje, EMA rečemo, in potem seveda pretehtamo, a je to takšno zdravljenje, da bi dejansko koristila našim bolnikom. Tako da pravzaprav pasti so seveda vedno. Namreč sam pravim, da nobena družba ni tako bogata, da bi imela toliko denarja, ko ga lahko zdravstveni sistem porabi. Tako da tu moramo biti racionalni in videti, uvajati in tiste sisteme, ki so cenovno najbolj učinkoviti in pri katerih bodo bolniki imeli največ koristi. Če se morda vrnem na prejšnje vprašanje, ko sem omenila izzive, sem pravzaprav mislila na določene bolezni, kjer se Slovenija še vedno ne uvršča oziroma ne presega povprečja glede premagovanja bolezni pri 5-letnem preživetju. Nekatere vrste raka so tu še, kako bi rekli, nevralgična, boleča točka našega sistema. Ja, glede, te stvari nekako nihajo. Mi imamo, kar se tiče raka ščitnice, drugo najboljšo preživetje v Evropi. Prvo imajo Islandci. Potem, kar se tiče raka materničnega vratu, tudi tisti, ki so odkriti rak odkriti izven presejalnega programa, imamo tretje najboljše preživetje. Ampak dejansko gre pa tu za redke rake. V redkih rakih, limfomih, ORL področju smo izjemno učinkoviti. To pa kaže na to, da lahko učinkovitost povečamo, če pravzaprav zdravimo bolnike v specialnih centrih. In to so tudi raziskave v svetu pokazale, da je razlika, ali
je bolnika operira nekdo, ki večkrat raka operira, rečemo, da je onkološki kirurg ali pa en, ki se redko s tem sreča, ker so pač drugi principi operacije. To je samo primer, seveda. In v tem smislu lahko rečemo, da državni program za obvladovanje raka ravno v to smer dela, da bi pravzaprav zelo natančno določili, v katerih centrih naj bolnika zdravimo, koliko takih bolnikov mora zdravnik zdraviti, da je smiselno, da se tam onkološki zdravniki zdravijo, a ne? Ker ima dovolj izkušenj, vedenja in je tudi smiselno. A ne? Po eni strani imamo multicentrični razvoj, ne moremo mi vse sami, to je jasno, a ne? Po drugi strani pa preveliko drobljenje bi pa zopet škodilo bolnikov. A ne? In tudi pri teh pogostih rakih, kjer pravzaprav mi ne dosegamo še tega, bi rekel, povprečja, smo pa praktično zelo blizu. Seveda so pa potem takšne dileme, kot recimo rak prostate, ki je v tujini odkrit z oportunim screeningom, kot temu rečemo, z slučajnostno najbo pri določanju prostata specifičnega antigena, ki pa pravzaprav je premalo specifičen in nikjer ga uradno ne uporabljajo kot parcialni test, neuradno ga pa seveda nekako izvajajo in potem pravzaprav operirajo tudi take bolnike, kjer bi bila na mestu, kot rečemo, indikacija, spremljanje bolnika, ni potrebna še operacija, ampak seveda bolniki sami pritiskajo, če enkrat vejo, da ima raka, tudi če je zelo na začetni obliki, tudi če vemo, da bi 20-40 let lahko s to boleznijo živel ali pa če je starostnik, želijo operacije in na ta način imajo recimo izjemno dobro preživetje bolnikom z rakom prostate, zato ker pravzaprav jih zdravijo v zelo začetni fazi, kjer, kot rečeno, agresivno zdravljenje ni nujno potrebno. Tako da bi rekel, in zdaj, ko smo odkrili omenil sem že program DORA, smo pokrili z tem programom celotno Slovenijo, računamo, da bomo že ogromno bolnic z zelo začetno obliko raka dojke odkrili na ta način. Tu je glavni vzrok. Mi po podatkih jih imamo okoli 540 bolnic odkrijemo, vseh je pa 1300. Se pravi, radi bi ta procent odkritih rakov preko programa DORA, ko je zdravljenje manj intenzivno, predvsem pa zelo učinkovito, bi radi mi to nekako, bi rekel, povečali. In sem prepričan, da bomo, se je že Maribor prevzel veliko teh bolnic, tudi potem za nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje. Tam smo decembra lani ustanovili presejalno-diagnostični center. Tako da tudi kar se tiče raka debelega črevesa in danke, računamo, da bomo odzivnost na presejalni program povečali, s tem bomo še dvignili odstotek teh, ki jih odkrijemo v začetni fazi. In seveda je zdravljenje dosti bolj učinkovito, če čim prej odkrijemo raka. In kako hitro bomo te, bi rekel, res rake, ki imajo visoko breme, se pravi, so zelo pogosti, kako hitro jih bomo v večji meri odkrivali v začetnih oblikah, tako bo tudi zdravljenje bolj uspešno. In eden od pomembnih izzivov na tem področju je zagotovo tudi rak pljuč pri ženskah, glede na številke, ki se pojavljajo v zadnjih letih. Ja, glede, ženske še ne opuščajo kajenja, celo malenkost narašča, ampak ne opuščajo, to je bistveno. In seveda zato rak pri ženskah na pljučih narašča. In bomo videli, kaj bomo tu dosegli z edukacijskimi programi,
z sodelovanjem, z izobraževanjem. Veliko na tem področju naredite mediji z osveščanjem ljudi, veliko potem tudi zdravniki v primarnem zdravstvu, osebni zdravniki z svetovanjem, kako naj ljudje opuščajo kajenje. In naša želja je, da bi počasi postali nekadilska družba, da bi se odstotek odraslih, ki kadi, znižal pod 5%, danes pa vemo, da je nad 20% še vedno. Tako da, če bomo postali nekadilska družba, bo kadilskega raka mnogo manj in pravzaprav bi lahko tu bili najbolj učinkoviti. Pa ste na tej ravni optimistični glede na to, da je pojavnost raka na pljučih pri moških bistveno upadla, da so tu rezultati precej boljši, kot so bili pred leti? Ja, gledajte, gotovo se nam izkušnje iz Amerike kažejo, že nekaj vrsto let pada tam pojavnost raka pljuč. Se pravi, tam, kjer so dosegli, da ljudje manj kadijo ali pa celo ne kadijo, tam se že kažejo učinki. In v tem smislu mislim, da trend gre v to smer. Seveda pa bi radi ta trend pospešili. In zato je moje načelo, da moramo tu v naši družbi vsi družbeni podsistemi sodelovati. In to se kaže potem na učinkovitosti.